visoki gostje, gospe in gospodje. Odhod novega kontingenta Slovenske vojske na upravljanje nalog v mednarodne operacije in misije je za vsako državo, tudi za našo, velika odgovornost. Pripadniki Slovenske vojske v imenu države v različnih delih sveta upravljate pomembne naloge in s tem na svoj način prispevate k uresničevanju nacionalnih, zunanje političnih in varnostnih interesov. Dolžnost nas, politikov, ki odločamo o napotitvah, je, da tehtno in odgovorno presodimo, kam in s kakšnimi nalogami ne napotimo Slovensko vojsko v tujino in da na to s temi presojami in na njih stojimo trdno za vašimi ravnanji. Republika Slovenija mora kot članica najpomembnejših mednarodnih organizacij prevzemati svoj del odgovornosti za mednarodni mir, varnost, stabilnost, napredek in razvoj. Sodelovanje naše države v mednarodnih operacijah ni arbitrarno, je utemeljeno v Ustavi Republike Slovenije, sprejetih zakonih, resolucijah Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov ter v obveznostih, ki izhajajo iz članstva naše države v mednarodnih organizacijah. Zato so odločitve o napotitvah pripadnikov Slovenske vojske, policije in civilnih strokovnjakov v mednarodne operacije in misije ne samo legalne, ampak so tudi legitimne. O tem ne bo nobenega dvoma. Republika Slovenija sodeluje v operaciji ISAF v Afganistanu domala vse od začetka te operacije. Naše sodelovanje se je po vsebini in obsegu razvijalo postopno. Od začetnih donacij, materialno-tehničnih sredstev, potem prek napotitev prvih kontingentov Slovenske vojske leta 2003, do poznejših napotitev civilnih, funkcionalnih strokovnjakov, ki opravljajo pomembne naloge pri pomoči afganistanskemu civilnemu prebivalstvu. Ves čas našega sodelovanja v Afganistanu ste pripadniki Slovenske vojske in civilni strokovnjaki, ki opravljate poslanstvo v okviru te operacije, svoje naloge opravili odgovorno, prizadevno, opravili ste jih odlično. O tem pričajo tudi številne pohvale za vaše delo, ki sem jih bil z veseljem sprejel od tujih politikov in vojaških poveljnikov, ne nazadnje, tudi zadnje dni, ko sem se mudil na zasedanju Organizacije združenih narodov v New Yorku. Tudi takšne pohvale potrjujejo, da Slovenija v Afganistanu dela nekaj dobrega, predvsem za ljudi v Afganistanu in za mirno prihodnost njihovih otrok. Za prihodnost države, ki jo vojne zaznamujejo in izčrpavajo že desetletja. Varnost Afganistana in stabilnost v regiji Srednje Azije sta neposredno povezani z varnostjo držav članic Severnoatlantskega zavezništva, Evropske unije ter širše mednarodne skupnosti. Brez tega razumevanja ni razumevanja za odločitev o sodelovanju v Afganistanu. Vendar za dosego dolgoročnega uspeha v Afganistanu vojaška sila sama po sebi ni dovolj. Skrb za varnost in razvoj morate teči vzporedno. Kot je med drugim nazorno pokazal poboj 10 mednarodnih humanitarnih delavcev v začetku letošnjega avgusta, razvoja in napredka v Afganistanu ni mogoče doseči brez zagotavljanja
varnosti. In sile te operacije skupaj z afganistanskimi nacionalnimi silami zagotavljajo tej državi razmeroma varno okolje, v katerem lahko mednarodne organizacije uresničujejo projekte za obnovo in za razvoj te dežele, kar je tudi cilj in namen te operacije. Prizadevanja mednarodne skupnosti, katere je aktiven del je tudi Slovenija, so usmerjena v pomoč afganistanskim oblastem, da bodo lahko v celoti prevzeli odgovornost za varnost v svoji državi, sami. Postopnim prenosom te odgovornosti na afganistanske državne institucije pa se bo začela postopoma zmanjševati potreba po obsežni prisotnosti mednarodnih varnostnih sil. Pri tem sta ključnega pomena izgradnja in urjenje afganistanskih varnostnih sil, v kar že nekaj let usmerjamo tudi delovanje Slovenije, najprej z donacijami opreme in orožja za potrebe afganistanske vojske, nato za sodelovanjem v operativnih skupinah za mentorstvo in povezavo, tako imenovanih OMLT-jih, in zdaj še s prevzemom vodenja svoje operativne skupine. Slovenska vloga v Afganistanu je torej jasna. Po eni strani z usposabljanjem afganistanske nacionalne vojske sodelovati pri oblikovanju ključnih afganistanskih zmogljivosti za zagotavljanje njihove nacionalne varnosti in s tem tudi varnosti vsega mednarodnega okolja. Po drugi strani pa pomagati pri uresničevanju civilnih razvojnih projektov v lokalnih skupnostih na različnih področjih, kmetijstvu, šolstvu, zdravstvu in druge. Pri odločitvah, spoštovane gospe in gospodje, predvsem pa slovenski vojaki, pri odločitvi za prevzem vodenja OMLT-ja sta nas vodili odgovornost, želja in interes, da naš prispevek v afganistanski operaciji preoblikujemo tako, da bomo čim bolj učinkovito izkoristili sicer naše omejene zmogljivosti in prispevali majhen, vendar pomemben delež k skupnim prizadevanjem mednarodne skupnosti za pomoč Afganistancem, da bodo končno ti lahko sami, brez navzočnosti tujih vojska, skrbeli za svojo varnost in posledično za razvoj svoje dežele. To ne bo pomembno samo za mir, varnost in stabilnost Afganistana. To bo pomembno za mir, razvoj in varnost celotne regije in ker je mir nedeljiv, je to pomembno za mir in varnost in blaginjo celotnega sveta. Odločitev vlade Republike Slovenije za prevzem vodenja OMLT ni bila enostavna. Saj se v vladi zavedamo varnostnih tveganj in drugih izzivov, ki jih prinaša aktivna vključenost v vsestransko usposabljanje bataljona afganistanske vojske. To, da hkrati ocenjujem, da je sodelovanje pri usposabljanju afganistanskih nacionalnih varnostnih sil prava oblika pomoči Afganistanu. Poleg tega smo trdno prepričani, da ste pripadniki 14. kontingenta slovenske vojske različnim tveganjem in izzivom absolutno dorasli, kar ste med drugim dokazali v dolgih in napornih usposabljanjih v preteklih mesecih ter pri izvajanju aktivnosti v podobnih nalogah v preteklosti. Poleg usposobljenosti je seveda ključnega pomena tudi primerna opremljenost. Po mojih zagotovilih odhajate v Afganistan z opremo, ki omogoča ustrezno raven vaše zaščite. Spoštovani,
Pred vami ni preprosta naloga. Prava vrednost vsega znanja ste ga pridobili v dosedanji vojaški karieri, se bo pokazala šele na tem zelo zahtevnem terenu, kjer ni mogoče zanesljivo napovedati vseh bodočih okoliščin. Med opravljanjem nalog boste pridobili nove dragocene izkušnje, ki bodo kasneje močno olajšale delo naslednjim kontingentom naših sil, ki bodo sodelovali v mednarodnih operacijah. Verjamem, da vas bo po opravljeni nalogi navdajal velik ponos, ne samo vas, nas vse, da ste sodelovali v prvem kontingentu Slovenske vojske, ki je vodil svoj OMLT. In opravili boste pomembno delo. Pa to sem prepričan. Gospodи in gospodje, kot že rečeno, se tisti, ki odločamo o napotitvah, svoje velike odgovornosti v celoti zavedamo. Zavedamo se odgovornosti, ki jo prevzema Slovenija s sodelovanjem v tej operaciji, tudi zaradi nevarnosti, ki so še vedno del te operacije. Toda, ko vam dajemo mandat za sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah, hkrati sprejemamo zavezo, da vam bomo stali ob strani in da vas bomo podpirali. To pomeni, da vam zagotovimo kar najboljše razmere za izvajanje vaše misije, ter da vas slovenski politični, strokovni in obči javnosti predstavimo tako, da bo vaše delo tam razumljeno, tako kot ga bodo razumeli tudi ljudje, ki boste pomagali. Kot del naporov naših in obče mednarodne skupnosti, da bi lahko nekega dne, o katerem sanjajo ljudje v Afganistanu, sami prevzeli odgovornost za njihovo življenje in delo, brez navzočnosti in podpora tujih vojska. Spoštovani pripadniki 14. kontingenta, brez slehernega dvoma sem prepričan na vašo vrhunsko usposobljenost in visoko motiviranost za izvedbo zahtevne naloge, ki je pred vami. V Afganistanu vam želim uspešno delo. Vam želim varno opravljeno delo. Vem, da je bil sestavni del vaših priprav tudi to, da uspešno delo opravite z vso mogočo preudarnostjo in previdnostjo, da se boste živi in zdravi vrnili domov.